Z nami je zdaj Hussein Abdul Hussein, raziskovalec pri Foundation for Defense of Democracies. Hussein, trenutno govorimo o libanonskem fronti, kar pomeni Hezbolah. Kaj pa libanonska država? Kaj se od njih pričakuje, če Hezbolah še naprej strelja na Izrael? Kako naj libanonska država manevrira v tem trenutku? Poglejte, jasno je, da ima libanonska država voljo, vendar nima sredstev. Prejšnji teden je libanonska država podpisala zgodovinski skupni dokument z Izraelom. Ta dokument je začrtal način, kako bodo obe državi in Združene države ustavile vojno, razorožile Hezbolah, zagotovile umik Izraela, nato pa bo Libanon postal suveren in prevzel nadzor nad svojim ozemljem. Zdaj pa žal libanonska vlada nima sredstev, da bi ustavila Hezbolah. Hezbolah pa je vztrajal. Rekli so, poslušajte, prvo imamo svoj poseben kanal do predsednika Trumpa. Predsednik Trump je ves čas govoril, da je govoril s Hezbolahom. In drugič, Hezbolah pravi, da ima moč, zato veliko sreče, če nas želite ustaviti. Tudi če je to situacija, mislim, da moramo ostati z libanonsko vlado. Osredotočite se nanje, ne odpirajte stranskih kanalov in jih podpirajte. Poskusite jim, dati orodja, ki jih potrebujejo, da resnično izvedejo ta načrt, na katerega so se dogovorili z Izraelom. Kako pri tem sodeluje predsednik parlamenta Nabih Berri? Poročila pravijo, da ni postal nekakšen stranski kanal, če tako rečem, ampak da Washington prav tako z njim vodi pogovore, ko gre za dejansko izvajanje volje Hezbolaha. Ampak ali to potem pomeni, da gre mimo libanonske vlade same, posebej Josefa Aouna? Seveda, popolnoma. In to je v nasprotju s politiko Združenih držav. Sekretar Rubio je svojo ekipo vložil čas in trud v vzpostavitev tega neposrednega kanala za pogovore med vladama Izraela in Libanona. In potem kar naenkrat Berri vzpostavi svojo lastno povezavo, ker nasprotujejo neposrednim pogovorom. Zdaj pa želijo posredne pogovore prek Združenih držav. In zdaj je Berri tisti, ki posredno komunicira s Hezbolahom. To je ločen kanal. To je kanal Hezbolaha in ne bi smel obstajati, ker je ves smisel v tem, da to vidimo. Libanonska vlada je tista, ki je odgovorna in ki govori v imenu Libanona. Ne Hezbolah je tista, ki je odgovorna. In skupaj s svojim zaveznikom Nabihom Berrijem. Kaj pa libanonski državljani? Ali so znaki naraščajočega nezadovoljstva s tem, kako libanonska država ravna s Hezbolahom, ali celo s tem, kako Hezbolah deluje v državi? Raziskave, ki jih imamo, kažejo, da si eden od dveh Libanoncev, vključno s šiiti, eden od dveh Libanoncev želi, da se Hezbolah razoroži in da se vzpostavi mir z Izraelom. To je raziskava izvedena maja in če izločite šiitsko skupnost, ki predstavlja 27% prebivalstva, ta številka naraste na 65%. To pomeni, da skoraj 2 od 3 Libanoncev želita, da se Hezbolah razoroži in da se vzpostavi mir z Izraelom. Ti podatki so v regiji brez primere. In mislim, da je to nekaj, na čemer lahko gradimo. In mislim, da predsednik Aoun in premier Salam razumeta ljudsko razpoloženje in utrip. Ni jim mar. Hezbolahu ni mar, kaj mislijo Libanonci. Hezbolah želi izpolnjevati ukaze Irana. In mislim, da je v tem trenutku Hezbolah v nasprotju z večino Libanoncev, tudi če še vedno uživa podporo večine šiitskega prebivalstva. Ampak tudi, če to drži, če si eden od 2 Libanoncev želi, da bi Hezbolah razorožili, bi dovolili Izraelu ali Združenim državam Amerike, da to storijo? Ali pa morajo to biti libanonske oborožene sile, ki pa nimajo dovolj sredstev, bi to v celoti izvedle? Mislim, da ne izbirajo ali odločajo. Razumejo, da če nimajo sredstev, bo moral to storiti nekdo drug. Mislim, da niso proti tej ideji. Mislim, da niso proti temu, da CENTCOM pomaga Libanoncem pri tem. Mislim, da so v tem trenutku odprti za vse predloge in podobno. Da moramo reformirati libanonske oborožene sile in jih podpreti, da bodo lahko to storili. Ali pa da lahko uveljavijo načrt, ki sta ga državi dogovorili prejšnji teden, o tem, kako razorožiti Hezbolah in nadaljevati. Bi to lahko bil resničen korak te pilotske cone, o katerih so se dogovorili prejšnji teden v dogovoru med Izraelom in Libanonom, ki ga je posredovala ZDA, te pilotske cone, kjer so libanonske oborožene sile že znaki, da vstopajo južno od reke Litani. Vendar pa na območjih, kjer je bil Hezbolah že odstranjen. Ali torej to pomeni, da so te pilotske cone lahko uspešne le, če Izrael najprej odstrani Hezbolah?
Mislim, da je to edina pot naprej. Mislim, da je uradni kanal Washingtona vlada do vlade, načrt, ki ga imamo, mislim, da je to edina pot naprej. Zdaj pa poglejte, pilotske cone še niso bile določene, ker libanonska vojska v resnici ni prišla v Washington pripravljena zemljevidi. Ampak pričakujem, da bodo Libanonci v prihodnje enkrat začeli, da bo libanonska vojska začela sodelovati. In ko se to zgodi, je to prava pot naprej. Ne vidim druge možnosti. In zdaj veste, zakaj je Hezbolah tako vztrajal pri najprej spodkopavanju pogovorov, nasprotovanju pogovorom, streljanju na Izrael, povzročanju, da Iran izstreljuje rakete na Izrael. Hezbolah se je izjemno trudil očrniti Aouna in vlado ter ustaviti pogovore, vzpostaviti alternativni kanal in uporabiti rakete za zaostritev razmer, da ne bi bilo mirovnih pogovorov. Torej, že samo vedenje Hezbolaha pove, da sta vladi Libanona in Izraela počeli prave stvari. Hezbolah pa se boji in jih skuša ustaviti. Hussein Abdul Hussein, vedno je lepo, da ste z nami na i24 News English. Zelo zanimiva analiza, kot vedno cenim vaš prispevek. Hvala.